Spoštovani krvodajalci, prostovoljci, dragi gosti. Prav prisrčen pozdrav vsem, ki ste se odzvali današnjemu vabilu. Posebej pa bi rada med nami pozdravila župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije, gospo Renato Brunskole. Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. Ta svet je lep, če nekoga rad imaš. Če stisneš roko komu, ki ga kaj boli, ta svet je lep, če si človek do ljudi. Dati kri pomeni podariti življenje. Darovanje krvi je gotovo ena najplemenitejših oblik pomoči sočloveku. Zato ste krvodajalci še kako pomembni v današnjem svetu. Z vašo pomočjo se dnevno reši veliko življenj. Ste prostovoljci v pravem pomenu besede, saj darujete del sebe. Lepo pozdravljeni, dragi darovalci krvi, tudi strani osnovne šole Velika Dolina. Za vas smo pripravili kratek kulturni program, ki vas bo popeljal v večerno druženje. Treba je mnogo preprostih besed, kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi na križopotih zašli s pravega pota. Treba je mnogo tišine, zunaj in znotraj nas, da bi slišali glas, tihi, plahi, pojemajoči glas golobov, mravelj, ljudi, src in njih veličine, sredi krivic in vojska, ne merijo čas, kažejo pota. Dobrota je skrita vse povsod. Malo kdo jo čuti, mnogi hrepenijo po njej. Že stisk roke sosedu lahko veliko pomeni. Dobrota nam polepša življenje, mi z njo bogatimo sebe in hkrati osrečujemo druge. Težav, bi lahko brezskrbno se lagal. Včasih želimo krila si imeti in preprosto daleč poleteti. Bili bi kakor rajska ptica, ki ne sliši nobenega klica. Vsak krvodajalec je nekaj posebnega, a hkrati ste vsi krvodajalci podobni. Zavedajte se, da s prostovoljnim Letos častitljiv jubilej, 150-letnico delovanja. Skozi celo leto se vrstijo proslave po vsej državi pod sloganom 150 let humanosti na Slovenskem, povsod in za vsakogar. Temu praznovanju, ki poteka v znamenju stoletje in pol dolge zgodovine Rdečega križa na slovenskih tleh, se pridružujemo tudi v občini Brežice, hkrati pa bo današnja prireditev tudi kamenček v mozaiku dogodkov o prazniku občine Brežice, ki se odvijajo v mesecu oktobru. Z našim delovanjem želimo širšo javnost seznaniti z raznoliko dejavnostjo Rdečega križa Slovenije, predvsem pa poudariti univerzalnost gibanja, povsod ter enotnost in nepristranskost našega dela za vsakogar. Povsod in za vsakogar ponazarja moč in obseg globalne mreže Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter prispevek 17 milijonov aktivnih prostovoljcev po svetu. Prav zaradi razvejane mreže prostovoljk in prostovoljcev, v naši občini jih je trenutno 198 v 17 krajevnih organizacijah, ki so bili in so vedno pripravljeni pomagati, tudi takrat,
ko je ogroženo lastno življenje. Rdeči križ Slovenije je vseskozi učinkovita, zaupanja vredna organizacija, ki se odgovorno odziva na aktualna družbeno-socialna dogajanja in potrebe okolja ter si nenehno prizadeva krepiti humane vrednote med vsemi sloji slovenske družbe, pa tudi širše. Rdeči križ skrbi za nemočne, za tiste, ki se znajdejo v stiskah zaradi najrazličnejših dejavnikov, za ogrožene skupine ljudi, brezposelne in starejše občane. Rdeči križ je ena izmed redkih organizacij, ki s pomočjo številnih prostovoljcev širi duh nesebične medsebojne pomoči, ki zazna in reagira na potrebe in tragedije. Naši prostovoljci so pripravljeni pomagati tudi takrat, ko je nuditi pomoč morda tudi nevarno. Vendar noben denar tega sveta ne odtehta človeške topline, dobrote in solidarnosti. Svoje veliko srce in dragoceni čas naši prostovoljci razdajajo za pomoč sočloveku, tudi v času begunske krize so se nekateri razdajali in pomagali, kadar je bilo potrebno. Zato bomo danes nekaterim podelili priznanja za njihovo nesebično pomoč. Območno združenje Rdečega križa Brežice pa je tudi vodilni in prepoznavni organizator krvodajalskih akcij v občini in razpolaga z ažurno in fleksibilno bazo podatkov o krvodajalcih. Krvodajalkam in krvodajalcem zagotavlja spoštovanje in ugled v družbenem prostoru. Pozitivci, negativci, nule, vsi smo posebni. Vsak krvodajalec je nekaj posebnega, a hkrati so vsi krvodajalci podobni. S prostovoljnim darovanjem krvi omogočajo prejemnikom zdravljenje in življenje. Zaradi teh temeljnih vrednot človeške solidarnosti imamo v Sloveniji v vsakem trenutku dovolj krvi. Moč humanosti je nenadomestljiva. Je kakor kri, ki jo dajemo, da bi rešili življenje ali povrnili zdravje docela neznani bolnici ali bolniku. Nekateri pravijo, da smo privilegirani, vendar v pomoči drugim ni privilegijev in ne konkurence, je predvsem dolžnost. Edini privilegij, ki velja za vse nas, so načela, ki jih spoštujemo in ki delujejo za vse enako in v katerih smo si enotni. Enotni smo doma, povezani po svetu in to je spoštovanja vredna moč humanosti. In velik del te humanosti ste tudi vi, dragi prostovoljni darovalci in darovalke krvi, ki dajete del sebe za sočloveka. Ponosni smo, da vas imamo. Ponosni smo, da zaradi vaše humanosti število krvodajalcev v naši občini narašča. Zato se vam v imenu Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Rdečega križa Brežice in v svojem imenu zahvaljujem za vaše plemenito dejanje darovanja krvi in vam iskreno čestitam za priznanja, ki vam jih bomo podelili malo kasneje. Spoštovani gospod župan Ivan Molan, spoštovani predsednik Krajevne skupnosti Velika Dolina, gospod Marjan Žibert, spoštovana in draga predsednica Območnega združenja Rdečega križa Brežice, gospa Antonija oziroma Fanika Zanjuk, spoštovana sekretarka, gospa Metka Jarkovič, dragi in spoštovani vsi prisotni, drage prostovoljke in prostovoljci, drage krvodajalke in krvodajalci. V posebno veselje mi je, da letos ob 150-letnici Rdečega križa na slovenskih tleh, da letos ob tako pestrem letu, ki se je začelo nekako prijetneje, zaključujemo v danem trenutku, sedaj v oktobru,
zaključujemo leto 2017 tukaj v Brežicah, ravno v prazničnem mesecu oktobru, ko občina Brežice praznuje. Namreč v veselje mi je zato, ker 1. januarja ob 8. uri zjutraj do 20. ure zvečer sem preživela kje druge kot v občini Brežice. Kje druge kot pri delu z migranti, v Dobovi, in zato mi je še posebej v zadovoljstvo, da sem danes tukaj ob takem, bi rekla, bolj prijetnem trenutku, da se lahko vsem vam v imenu Rdečega križa Slovenije in našega predsednika, profesorja dr. Dušana Kebra, iskreno zahvalim za vse, vsakemu posebej, kar ste dobrega naredili v dobrobit, kot je naša predsednica že prečudovito povedala v svojem govoru, v dobrobit vseh tistih ljudi, ki v danem trenutku so potrebni pomoči ali pa morebiti bodo potrebni pomoči. Dosti lepše je dajati, kot biti med tistimi ljudmi, ki morajo prejemati. Zakaj o tem govorimo? Namreč tudi tisti ljudi, ki so pomoči potrebni, se v danem trenutku počutijo nemočne v stiski. In tudi mi smo tisti, ki se trudimo, da ohranimo njihovo dostojanstvo in da to njihovo trenutno nemoč poskušamo ublažiti, da pridejo kasneje tudi lepši časi. Želim vam veliko zdravja in hvala za vse, kar pripomorete v dobrobit Rdečega križa Slovenije in ljudi, ki potrebujejo našo pomoč. Prijavci, spoštovani gostje, prav srčen pozdrav, seveda tudi v mojem imenu, v imenu občine Brežice, oziroma lahko rečem v imenu vseh občank in občanov občine Brežice, ki jih seveda tudi jaz kot župan predstavljam. Seveda, krvodajalstvo smo že danes veliko slišali, otroci so nam povedali veliko lepih besed, dejansko se vsi zavedamo, da ste ljudje, ki dajete praktično življenjsko svojo tekočino za to, da drugim pomagate. In jaz mislim, da ob tem vam lahko samo še izrečem enkrat zahvalo v imenu vseh in seveda, da smo ponosni in veseli, da nas je oziroma vas je vsako leto tu tudi več. To kaže, da ne glede na čase, ko niso najbolj ugodni, ko se marsikdo tudi od vas bori za mogoče svoje lastno preživetje ali nekako normalno življenje, vendar vedno ste še pripravljeni pomagati tudi drugim. Seveda v občini Brežice to tudi spoštujemo in cenimo in prav je, da tudi povem, da v letošnjem letu je občinski svet za občinske nagrade nekako predlagal oziroma tudi sprejel sklep, da bojo dobile dve, ki so posodobljale mogoče največje prostovoljne organizacije, to bo vaša gospa Fani Hazanjev in pa gospa Zinka Žnidrič, ki je predstavila Karitas in ki so v lanskem letu seveda in pa tudi še v letošnjem letu tudi nosile ogromno breme oziroma vsi ti prostovoljci, predvsem tudi pri tej begunski krizi. To se je pokazalo, da ni bilo lahko in marsikdo, ki tudi ne živi najbolj lepo ali je pa gledal na begunce ali tako ali drugače, kajti vemo, da ni bilo tudi med njimi vse tako, kot bi moralo biti, vendar se je pokazalo, da na koncu je prevladala tista srčnost in pa humanitarnost, še posebej verjetno, ko so videli kakšnega otroka ali pa ženske in pa podobne, ki so bile potrebne. In dejansko se je pokazalo, da smo Slovenci tisti, ki smo še pripravljeni pomagati ljudem, ne glede na to, kaj se dogaja. In tu je bilo res ogromno dela za vse nas tu med nami in mislim, da je prav, da izrečem tudi zahvalo vsem tistim, ki so bili prispevali in pomagali pri tej begunski krizi. Nasplošno pa seveda v občini Brežice poskušamo seveda zagotavljati vse tiste zakonske obveznosti, ki jih imamo in država kar precej poskuša zagotoviti različnih obveznosti oziroma tudi zakonskih pogojev za to, da se poskuša čim bolj ublažiti tako kriza med ljudmi kot in pa seveda nad našimi občani. Vendar dejstvo je, da nikoli zakon ne more zagotoviti vsega in takrat, ko pridejo ljudje, kljub temu, da so zakonske osnove nekaj takšne, da bi naj zagotovile vsem ljudem dostojno življenje, še veliko takih, ki to ne zmorejo. In takrat seveda predvsem preskočite
prostovoljci, tako Rdeči križ, tako Karitas in še marsikateri drugi, in tudi na tak način olajšajo marsikatero, bi rekel, življenjsko pot od katerega od naših občanov. Žal, seveda, vse večkrat vidimo, da je tudi vse težje tako za naše otroke, za šolarje in za marsikatere. In tu mislim, da je res to veliko srce vseh naših občanov in pa seveda tudi širše se pokaže in ob tem lahko še enkrat rečem vsem, ki kako god pomagate drugim, da se vam zahvaljujem in mislim, da je tudi tisto vse treba pred nami biti, kot je povedala sekretarka, da dejansko je lahko bistveno lepše biti na tej strani, ko lahko drugim pomagaš, pa biti tam, ko ti morajo drugi pomagati, kaj ti sigurno je neprijetno za njih. Hvala lepa. Na začetku naj vse lepo pozdravim posebej našega župana, gospoda Ivana Molana, generalno sekretarko Razkoletovo, predsednico Rdečega križa oziroma občinskega združenja Rdečega križa Antonijo Faniku Zanjuk, kakor vse krvodajalce in pa aktiviste ter vse ostale, ki ste danes tukaj. Zelo smo počaščeni, da je ta današnja svečanost v krajevni skupnosti, torej v krajevni skupnosti Velika Dolina, in da je namen tega nekaterim, ki so dajali kri, ker so dajali svoj del svojega telesa drugim, da so zato lahko preživeli ali pa celo ostali živi ali pa lažje svojo bolezen preboleli. Res je, kot je bilo že rečeno, smo se v preteklosti srečevali tudi za begunsko krizo in tam je bilo dostikrat tudi dosti kritike, prav pa bi bilo, če je kritika na mestu, ni nič hudega, če se pa to za neko politiko ali pa za eno propagando proti beguncem, pa ni prav. Res je, da je humanitarna organizacija ta, ki naj skrbi za tiste najbolj šibke, pa naj so si to migranti, begunci ali kdo drugi. Prav je, da v stiski je nekdo, ki je pripravljen tudi dati kozarec vode tistemu, ki jo potrebuje. Jaz bi se nazadnje zahvalil vsem vam, ki ste pripravljeni torej, dobrovoljno delovati v humanitarnih organizacijah in sicer posebej pa vsem tistim, ki ste pripravljeni tudi svojo kri darovati drugim, da lažje preživijo, posebno priznanje in pa zahvala vsem vam, ki delate, delujete in verjamem, da boste še naprej. Toliko, hvala lepa. Hvala gospodu Žibertu. Prostovoljcev je za predano in dolgoletno delo v organizaciji Rdečega križa ter za požrtvovalno in uspešno delo pri oskrbi migrantov v sprejemnih centrih v letu 2015-16. To pa so Stanka Brstovšek, Milica Ban, Marija Haler, Milica. Hvala, Milica. Marija, hvala lepa. Tončka Grmšek. Da te vidimo. Hvala lepa. Hvala lepa. Jožica Kožar. Hvala, Joži. Rajka Križanac. Tatjana Krajačič, Olga Povh, katere sta koordinirali in predvsem z veliko srčnostjo sodelovali noč in dan, ko je bila res največja migrantska oziroma begunska kriza, sta pokazali, Pejte Metka in Fanika, ste pokazali
da resnično znate, da hočete in predvsem, da v Brežicah, predvsem vsi ljudje, najbrž, ko smo iz porodu iz Posavja, smo dobrega srca. Tako da iskrene čestitke vama v mojem res osebnem imenu in vesela sem bila, da imam takšne kolegice in sem ponosna na to, da imam tako pridne kolegice, ki želijo z vsem srcem pomagati in kot je rekel tudi tako gospod župan kot predsednik krajevne skupnosti, da v danem trenutku tisti, ki rabijo pomoč, pa ali so tukaj doma ali pa ne, pomagajmo jim, sami organi pa ne presodijo, če je kakorkoli kaj drugače, tako da, evo, iskrena hvala vama obema in naj tudi vama zdravje služi.